Dober dan, z začetkom januarja sva se vrnila. Ustavno sodišče je pravkar presodilo v pomembni zadevi o financiranju zasebnega šolstva in sicer je sprejelo odločitev, da je država dolžna financirati javni program zasebnih šol v celoti. Zdaj je veljalo, da država financira 85% javnega programa v zasebnih šolah. Zadeva je bila začeta na pobudo staršev osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ustavno sodišče je pa sodbo sprejelo z rezultatom 5-4. Zadeva, ki bo sprožala kar nekaj polemik v prihodnje. Pobudnik zadeve je bil pa Anton Kokal, Vodice. Če vam jaz prav v spominu, nekdanji poslanec. Ja. Čakaj, danes smo midva v programu pravzaprav tole pokomentirati, pa nekaj v privatizaciji povedati. Tako, bova pripeljala do tja. Bova pripeljala. Ja, nenavadno zdaj, ko si to temo odprl, pri odločbi Ustavnega sodišča, mimogrede, jaz se o tem nameravam razpisati, majhan, v sobotni pa še za nedelo, za nedelo, v nedeljski kolumni. Nenavadno je to, da je sodišče enkrat o tem že odločalo in je odločilo pač, da je zakonodajalec pristojen za te stvari. Zakonodajalec je parlament. Ja. Zakaj gre? Pravzaprav, če bi zdaj karkoli rekla proti temu, da imajo starši pravico svoje otroke vzgajati v nazorskem duhu svoje lastne, recimo cerkve, katoliške cerkve, Valdorfske šole ali karkoli, Montessori je tudi v igri, potem bi bila na napačni strani, zato ker ljudje imajo pač pravico vzgajati svoje otroke skladno za svojim nazorom. Te pravice nihče ne jemlje. Ampak to sploh ni bilo tukaj vprašanje, čeprav se kot tako postavlja. Problem je preprosto v tem, da jaz zelo kritiziram Ustavno sodišče. Zdaj, zelo dolgo časa sem nekako stal na stališču, da je Ustavno sodišče inštitucija, ki jo treba spoštovati in pustiti na miru. Na tej poziciji seveda vztrajam še naprej, ampak počasi je pa prišel čas, ko je treba o tem Ustavnem sodišču tudi kaj povedati. Izgublja avtoriteto, o tem ni nobenega dvoma. In to zaradi tega, ker spušča intelektualno raven. Precej argumente ima izredno šibke in se nazorsko in politično da zelo razbirati odtenke barv v njegovih odločitvah. Toliko za začetek. Zdaj ga bomo pa pač opazovali. Konkretno tej zadevi gre pa zakaj. Tle ne gre za to, da, kot sem že rekel, da bi kratil kakršnokoli pravico, se vendar ima vsakdo po ustavi pravico šolo ustanoviti. Vprašanje je, kdo jo financira. In seveda ti starši, ki so se zagnali pač v ta projekt, da je treba 100%, zdaj je bila pač zadeva financirala 85%, pravijo, mi plačujemo za svoje otroke davke in mi zahtevamo, da grejo naši davki pač tja, kamor mi mislimo, da jim pripada. To se pravi v zasebno šolo, konkretno v tem primeru Alojzija Šuštarja. Jaz sem včeraj pač gledal Odmeve, v katerem sta se soočila dva bivša šolska ministra, to je Lukšič pa Zver. In sem seveda dal prav žal, ker se z njim sicer ne strinjam, Lukšiču, ker je preprosto povedal, postavil proti vprašanje. V redu, če ti starši dobijo denar, kamor oni hočejo, kam bojo pa dobili denar tisti, ki nimajo otrok, pa plačujejo davke. Ja. Dobro vprašanje, ne? Recimo. Ja. Zdaj tako, jaz sem šel, moram priznati površno, pa tudi nisem pravnik, jaz sem šel ta judikat Ustavnega sodišča brati, in pač v sami pobudi je izrecno napisano, da se pobuda dotika tistega dela, ki govori o financiranju javnega programa. Se pravi, to je tisti del programa, ki je določen s strani države. Pravi, država predpiše, kaj mora biti v javnem programu in šola, če želi, da ima javno priznano licenco, je dolžna ta obvezni program izpolniti, potem pa lahko k temu še nekaj doda. In tisto, kar je bil predmet ustavne presoje in ustavne pobude, je ta program obveznih likov. Stališče Ustavnega sodišča je bilo,
da je obvezni program v zasebni šoli država dolžna plačati v celoti. Ne? Zdaj, stvar, na katero pa ti opozarjaš, ne, je tudi zelo pomembna. Ne? Gre za vprašanje konsistentnosti sedanje odločitve Ustavnega sodišča z nekaterimi prejšnjimi odločitvami Ustavnega sodišča. Ker namreč kaj je Ustava? Ne? Ustava ni tista relativno kratka, ne prav obsežna knjižica, ne, ki je v mojem primeru modre barve, ne vem kakšne barve imaš ti Ustavo. Večinoma, modre, evo, lej. Večinoma ima pa na internetu, ne, ampak je Ustava, ne, duh. Ne, je vse tisto, kar je v Ustavi do zdaj povedalo v zadnjih 20 plus letih Ustavno sodišče. Ne. In pač, kar se je zgodilo s tem judikatom, to izhaja tudi iz enega od odklonilnih ločenih mnenj, ne, je, da je Ustavno sodišče, ne da bi prav zelo temeljito to argumentiralo, eno staro ustavno doktrino razveljavilo in postavilo novo. Ne. Ja. In problem je v tem, da je pri spremembi ustavno-pravne doktrine argumentacija po mnenju ene od sodnic, ne, absolutno premalo izčrpna. Ne. Zdaj, kar se pa mene tiče, ne, tako pa ponavljam, ne, nisem pravnik, še manj ustavni pravnik, ne, ampak neka logika v tem, ne, da država v celoti financira tisti del programa, ki predstavlja obvezne like, če se izrazim v žargonu umetnostnega drsanja, ne, da to financira. Ampak po drugi strani pa ne vem, kaj to pomeni za sistem javnega šolstva. Ne. Ja, pa je od odzadaj pa po vrst. Ne. Recimo, teoretično bi bilo zdaj, seveda zdaj, ker gre, prvo, kar je, ne, tisto, kar je žalosten vtis, je to, da ne gre dejansko ne za dobro, za javno dobro, v tem primeru pa gre v bistvu za elitizem na eni strani in seveda za željo staršev, da bi njih otroci nekaj več ali pa nekaj boljšega ali pa da bi iztisnili iz njih boljše priložnosti, vedra obzorja, lepšo prihodnost in tako naprej. To je legitimno seveda. Ne. Tle samo vprašanje, kaj temu sledi. Temu sledi to, da ti ljudje, če hočejo imeti pribitek nečesa več, morajo za to dati nekaj denarja več. In če država da nekaj denarja več, kar pomeni 100-odstotni program, oni dodajo še nekaj več, je to začetek neke segregacije, ki v končni fazi, v posledici več ne zagotavlja enakopravnosti in enakosti, ki je ustavna kategorija prvič. Ne. Drugič, ne, tukaj imamo šole, ki so vezane na metropole. To je v bistvu deloma atavistična, deloma pa urbana zgodba, kar pomeni, da bo učence oziroma učence osnovnih šol v Zakotju izrazito pustila v depriviranem položaju. Izrazito, ne, zakaj? Zato, ker starši že tako nimajo denarja, ne, s tem, ko bodo nekatere elitne šole dobivale več denarja, ga bodo seveda nekatere neelitne toliko manj, v tem ni dvoma, ker denarja za šolstvo ne bo več, ampak ga bo manj. Plus tega pa v Zakotjih, ne, država ne bo mogla zagotavljati enakega standarda nad standarda. Ne. Se pravi, država bi bila dolžna financirati pogoje za nadstandardne šolske programe, ne, na način, da bi bili povsod dosegljivi. Ne? Sprav, v vsakem zakotju slovenskega ozemlja, bodisi v Bohinju, bodisi tako je, ali pa v Prekmurju nekje, ne? Skratka, to bi šlo, ne? To bi šlo, ne? Je pa dejstvo, da država ni dolžna financirati zasebnega šolstva, dolžna ga je omogočiti. Se pravi, mu dovoliti, ja, ne sme ga prepovedati. Zdaj pa, kakšna je posledica tega? Recimo, trenutno se bodo vsi strinjali zaradi tega, ker gre pač za osnovno šolo Alojzija Šuštarja. Ne? Zdaj se pa mi postavlja vlogo, da si bo zdaj recimo na Jesenicah, ne, v mojem rodnem mestu, ne, zamislila muslimanska skupnost za kapitalom, ne vem, savdskega princa, da bo ustanovila osnovno šolo za vso pravico, ne, in to mogoče celo po spolih, za dečke in deklice posebej in za določenimi kulturnimi posebnostmi, ki pa ne bodo financirani iz javnega programa, ne, ampak pač nadstandardno. Ne. Recimo, da bodo majhno obravnavali kulturne posebnosti, zakaj deklice morajo nositi pač burke in tako naprej. Ne. In, a veš, in bodo prišli pred državo in bo rekli, zdaj pa tako, zahtevamo 100% financiranje.
z vso pravico. Ja, Zdaj si pa predstavljaj Revolta, jutri. Za javni del programa. Predstavljaj si Revolta jutri na Radiu Ognjišče, v družini, ne vem, kje vse. A veš, kaj bi počela Slovenija, če bi to se zgodilo, ali pa iz nekih drugih pobud, ne samo z islam je v bistvu samo intriganten, zaradi tega, ker tudi približno vem, kako so razprave na Jesenicah potekale, ko je doktor Ahmed Pašić kandidiral za župana. To so bili izbruhi tega nacionalizma, da dol padeš, ne? Si predstavljaš, ne? Ja, ja. In zdaj ustavno sodišče, veš, ki bi recimo, če vzamemo zdaj sam za primer neko Sarajevo, ne? Sarajevo pred vojno, pred Miloševićem, pred nacionalistično Sarajevo. To je bilo kulturno, široko, več stoletij v kulturnem strpnosti okovano mesto, v katerem so se spoštovali, ni bilo nobenega problema, za Bošnjake nihče ni vedel, ker so bili del vsakdana. Danes, če greš tja, ne? Veš, je ta verska segregacija prav po šolah, po kapitalu, ki prihaja iz tujine, vzpostavlja šole kulturne ozonce, izrazita. Ne. In ustavno sodišče, kakršno je s tem intelektualnim potencialom, ne, ubogim, ki ga ta trenutek poseduje, ni sposobno dolgoročno razmišljati, kaj s tako odločbo počne. Namesto, da bi postavilo laični princip enakopravnosti, ne, nad vse druge dobrine in bi rekli, da dobrodošle so privatne pobude, ampak so privatne, ne pa da to v bistvu izkorišča za bodočo segregacijo, ne? Intelektualno, nazorsko, ideološko, versko, če hočeš. Ne? Samo zaradi tega, ker nekaj ljudi, ki je polobiranih od katoliške cerkve, pač to zmore. Preprosto zato, ker to lahko naredijo, ne zato, ker bi razmišljali. In sploh ne gre za proti tisti, ki bi radi katoliško vzgajali. Gre preprosto za vzorec, ki se bo urinil in bo imel več desetletne posledice na tej ravni. Ne? Ker to je, zamislimo si samo to, da s tem judikatom, ne, katera vrata so se odprla. Dajmo tako razmišljati, katera vrata so se zdaj odprla. Kdo vse od kapitala bo zdaj prišel in naredil tako, kot je tudi Lukšič povedal. Privaten biznis. Država je zdaj odprla vrata proračuna. In zdaj bo eden prišel s kapitalom, ki bo hotel širiti pač neko ideologijo. Ne? Zdaj tako, ne, da še vedno je treba povedati to, ne, da pri zasebnih šolah, ne, je zasebni ustanovitelj šole dolžan financirati postavitev stavbe, vzdrževanje. Zato je to stvar kapitala, to ti govorim. In to je bistveno. To je bistveno, veš, zdaj ljudje, ki si niso mogli sprivatizirati, ki niso bili bodisi sposobni, še bolj pa, ki niso zadosti kriminalni, da bi prišli do teh denarnih okoliščin, kakršni so si drugi ustvarjali. Se konec koncev mi je zelo žal, ne? Si je cerkev ustvarila ogromno denarja z fevdalnimi zgodbami, z denacionalizacijami, z kapitalskimi, oprosti izrazu, svinjarijami. Ne? Prideš do kapitala, ustanoviš nov šolski sistem in potem si zagotavljaš ideološko reprodukcijo mladine na račun davkoplačevalstva. Ne, da bi, mislim, jaz kot rečeno. A ti misliš, da je izobraževanje stvar monopola države? A je to, ne monopola, to je stvar, kot bi rekel Althusser, ideološki aparat države? Ne, zasebno šolstvo je najbolj, bom rekel, dobrodošla zadevščina, veš. Ampak država je pa dolžna zagotavljati standard, v tem je vas problem, ne? Ker če država v bistvu na račun standarda, ki ga je dolžna po ustavi zagotavljati, veš, omogoča zasebni biznis, je to degradacija šolstva. Če pa država na račun standarda, ki ga vzdržuje, vzpodbuja konkurenčnost in presežek od tukaj naprej, je pa to dobrodošla stvar. Kaj se je zgodilo z visokim šolstvom? Saj zdaj lahko rezultate že izmerimo. Te Jambrekove fakultete, ki so se pač začele, oziroma ta nova visokošolska pobuda, ki se je začela v imenu izboljševanja kvaliteta je v Sloveniji povzročila zmanjševanje kvalitete, definitivno. In več biznisa, in več denarja v zasebne žepe, in manj denarja za kvalitetne programe. Več uporabnosti, utilitarizem se je naselil, v vednosti oba veva, da utilitarizem je prepovedan, ga ne sme ga biti, je seveda lahko dobrodošla stranska posledica, ko nekdo iz vednosti ven potegne pač recimo, ne vem, koristne podatke ali karkoli za to, da potem gospodarstvo cveti. Ampak to, kar je v Bruslju zagovarjal in kot minister zagovarjal Milan Zver, to je katastrofa od katastrof prve vrste, ne? Ko je preprosto rekel, da je treba iz šol narediti gazelce, gospodarske gazelce. Veš, a si ti predstavljaš, kakšen umor vednosti, žlahtnosti, brezinteresnega znanja je to, ne? Ki je v bistvu tisto, ki je svetovno civilizacijo, predvsem razsvetljenstvo poganjalo naprej, ne? Brezinteresno vednost. Predvsem je razsvetljenstvo s tem, veš, da si je drznilo raziskovati neuporabne stvari, ne, naredilo
ključen premik te naše zahodne to je ključ civilizacije in to je ključ tega, zahodne, ja. Ja. To je ključ vsega napredka, je bilo ravno to, da se ne dela za napredek, ampak se dela iz radosti, se dela za vednost. Ne? In, a veš, in tudi ta udor tega, kar se zdaj gremo, ta razprava o gospodarskih, zato, a veš, tisto, kar jaz vedno kritiziram, ideologija ekonomizma je enkrat edina veljavna ideologija v Sloveniji. Kam smo prišli? Partija ni tako delala. Ne? Jaz sem zdaj ob tej tragediji, ko je bil ubit direktor Kemijskega inštituta, še enkrat šel brati intervju z njim, ne, ki je bil objavljen, mislim, da v Dnevniku. Ne? Ja. No, reče tako, ne, da ko se pogovarja z Japonci, smo rekli, vi raziskujte, ne? To, da bomo mi znali narediti akumulator, ki bo uporaben prav za Hondo, ne? To bomo mi že sami znali. Pejte vi 3 korake naprej, pejte v neznano. Ne? Tako je. In, to je bistvo. Zato, da greste vi v neznano, pa tudi, če ne bo nič iz tega nastal, zato vas mi rabimo. Za uporabnost bomo pa mi sami. To jaz zamerim Ustavnemu sodišču bolj kot predlagateljem. Predlagatelji imajo pač interese, seveda svoje interese zastavijo. Katoliška cerkev je v tem primeru svoj interes imela, je bila očitno povezana z starši, ki so to stvar sprožili, o tem ne more biti dvoma, ne, se tako vendar delujejo. Oni so pač poskusili srečo. Ne. Ampak Ustavnemu sodišču pa zamerim to, ne to, da jim bodo omogočili financiranje, ta del me ne moti. Moti me to, da so postavili vzorec, ki v bistvu ruši civilizacijske pridobitve. Ne. In to pa je problema, ne, ker, a veš, javno šolstvo je ena zadnjih, žal, to tako je, ena zadnjih dobrin, ki nas še spaja z renesančno mentaliteto proti vulgarnemu neoliberalizmu, ne, ki postaja vedno večji problem in v svetu o tem že pač kar resno razmišljajo, kako to odpravljati. Recimo danes ima Rudi Rizman na 5. strani to lepo pokaže, kako se bodi si v Nemčiji, bodi si v Ameriki, v drugih, v Angliji in tako naprej, v drugih državah, ko so se odrekali javnim storitvam, recimo v zdravstvu, recimo v železnicah in tako naprej, v imenu neoliberalne privatizacije, se že vračajo nazaj, da država spet poskuša nekatere strateške javne dobrine zavarovati za to, ne, ker preprosto v zdravstvu je padla kvaliteta. Ne. Tisti, ki so si to lahko privoščili, so umirali dostojno, tisti, ki si tega niso več mogli privoščiti, jim država tega seveda ni omogočila, zaradi tega, ker so se šli javno-zasebno partnerstvo, so umirali nedostojno. Ne. A ste proti privatizaciji? Česa? Podjetij. Katerih? Naših? Ja. Se že zgodile privatizacije, mi imamo samo še privatna podjetja. Zdaj imamo debato o tem, a bi ustavili privatizacijo podjetij, ki so še v delni državni lasti ali ne. Ne? Debata, ki teče tudi danes, ne v sredo. Meni zelo žal, ampak mi smo 20 let smo trpeli pod ideologijo javnega interesa, ne? Nacionalnega interesa, ki bi v bistvu samo gojišče udbo-mafijskih spreg, potem levo-desnih prevarantskih skupin, potem mafijskih provizij in tako naprej. Ne. Skratka, to je lažna dilema, ne. Privatizacija tujcev versus nacionalni interes. To sta dva sadova zastrupljenega drevesa, ne, istega zastrupljenega drevesa, kar se mene tiče. Zdi se mi bistvenega pomena, da se zaščitijo res nacionalne stvari, kot so recimo vodni viri, kot so infrastruktura. Ne. To se mi zdi bistvenega pomena. Ideologija neoliberalizma, in to je tisto, kar tudi danes Rizman lepo piše, doktor Rizman lepo piše, ideja, da se bo v privatnem lastništvu vse samo uravnotežilo, uredilo in racionaliziralo, se je izkazala za utopistično, za nerealistično. Ne. Ampak bojim pa se, da smo mi v koži ad 1, ko nimamo izbire, ad 2, ko imamo tako močne, s politiko zlobirane, pač interesne, pač celo kriminalne skupine, ki enostavno vsak stres uporabijo za to, da delajo dobiček. Ne, jaz mislim, da bi morali ukrepiti organe pregona pa sodstva, zato da bi to polovili, seveda ročno zavoro potegnili. Mislim, popolnoma jasno je, da je recimo, če vzamemo zdaj primer
Heliosa, ki je bil v lasti, ne vem, kjer jih zvonov, takrat, Tudi, ja. bil popolnoma neracionalno in poceno prodan, recimo. In takih podjetij verjetno še zelo veliko, Kateri ljudje so dobili provizijo? Veš, tukaj bi pa rabila tisto, kar je Klemenčič nekoč zagovarjal, ko so se mi že pogovarjali, nek supervizor, nek program supervizor. Pa bi preprosto pogledali, kdo je igral dvojno igro, da je bil na eni strani predstavnik države, na drugi strani pa je imel podkupnino od tistega, ki je hotel kupiti. To bi se dalo videti. Ampak ne morem ti pa enoznačno odgovoriti na vprašanje, a sem za privatizacijo. Seveda sem za privatizacijo, v Sloveniji pa na tak način, kot jaz sigurno nisem. Veš, privatizacija je zelo kompleksen pojem. Recimo privatizacija šolstva na način, kot se dogaja, je absolutno nesprejemljiva stvar. Zdravstva? Zdravstvo, šolstvo, sociala, na tem bi morala država držati dobesedno svoje orlovske kremplje, za vsako ceno braniti pozicije, tudi majhen čez mero, predvsem zaradi tega, ker smo v času, ko se rušijo temelji humanizma. To so tri stvari, v katerih bi jaz dejansko bil rigorozen, ampak bi pa hkrati, to pa je treba povedati, uvedel izjemne nadzorne mehanizme in tudi mehanizme glede odličnosti in učinkovitosti. Ker socializem pri nas je bil sinonim za lenobo, sinonim za nedejavnost, sinonim za to, da so ljudje imeli sinekuro in da so lahko delali, kar so hoteli, recimo tudi po šolah svoje dni. Se spomnimo še tega. Ampak to ni izgovor za to, da bi zdaj to moralo vse v privatne roke poriniti, dati v roke zainteresiranih ideoloških skupin, ki bi potem vzgajali ovce, ki jih bojo kasneje oni lahko strigali, regrutirali za svoje politične interese. To je pa nesprejemljivo. Ne vem, si ti za privatizacijo? Mislim, jaz, ko slišim za privatizacijo, se malo prijem za revolver. Ja. Po drugi strani sem pa skeptičen do državnega lastništva v regularnih gospodarskih družbah, zaradi tega, ker vem, da to ne bo potem državna lastnina, ampak bodo to igrišča merjenja moči političnih strank. In tisto, kar bi privatizacija v končni fazi prinesla, je to, da dobimo na eni strani državo, ki je skupni servis in da ta država ne bo alibi ali pa paravan ali pa zavesa, dimna zavesa, ki bo omogočala intervencije političnih strank v gospodarskem tkivu. Konec koncev, če pogledamo kadrovanje za SDH, Slovenski državni holding, bo seveda imenovanje politično, od državnega zbora bo pa odvisno, ali bodo tam funkcije zasedli izrazito partijski kadri, ali pa bodo stranke vendarle imele toliko samodiscipline, da bodo na prvo mesto dali stroko. Zelo pomemben test, ki je zdaj pred tole novo vladajočo koalicijo. A bodo prišli v ključni nadzorni svet v državi ljudje z izkaznico ali ljudje s kvalifikacijo. Vse je pravzaprav v tem... Je pa tako, 20 let, če rečemo, da se tam recimo enkrat 95. privatizacija pri nas v resnici začela, ampak 20 let je bila lastnina, ki je bila v državno javni lasti, v resnici poligon za izvajanje strankarskih interesov, ne za treniranje interesa države, ampak točno določenih političnih strank. Privatizacija, mislim, jaz osebno ne bom nikomur verjel, do tja sem prišel, nikomur ne bom verjel, dokler ne bo svečano povedal, da je treba kapital v Sloveniji obdavčiti vsaj toliko, kar pa delo ali pa to, kar druge stvari. Da je kapital neobdavčen, nesprejemljiv. Potem se sprenevedajo, da rabimo svež kapital za to, da bomo zagnali gospodarstvo, da čez 5 let se pogotovi, da je ta kapital pobegnil zato, ker ni zadovoljil svojega interesa ali pa prav zato, ker ga je. Skratka, dokler, pripelji mi odgovorne lastnike, pa bom za privatizacijo. Pri neodgovornih lastnikih je pa vse slabo. Državna lastnina in sprivatizirana lastnina. Na to vprašanje se ne da enoumno odgovoriti. Da se pa zelo jasno povedati,
a veš, da tam, kjer so stvari merljive in kjer je shema možna in je shema pravilna, tam se je treba pa postaviti na okope. In konkretno v tem primeru, kar je Ustavno sodišče zdaj naredilo, recimo, je to, kot rečeno, kot najvišja institucija, ki bi morala biti spoštovanja vredna in narediti velik intelektualen premislek o shemi in o sporočilih, ki jih shema prinaša, padlo popolnoma na izpitu. Mi imamo to, kar je Ustavno sodišče zdaj naredilo, se kaže na to, da ni sposobno nikakršnega družbenega premisleka, niti v sosledju svojih lastnih odločb, ne. A veš, če enkrat reče, da je zakonodajalec za to pristojen, drugič pa zakonodajalca poklopi, ne. Kaj naj si mislimo, ne? Potem gremo pogledati strukturo Ustavnega sodišča, ne? Pa si gledamo njihovo kapricioznost in, veš, v drugih političnih zadev še na koncu stalno izgubljamo zadnjo avtoriteto, ne? Ki bi morali, oziroma neki ultimativno avtoriteto izgubljamo, ne? V državi. Ampak zdaj smo s tem na začetku, kar pomeni, da je konec, da končava. Tako je.